Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Danes je prvi petek, je dan Jezusovega srca. Jezusovo srce pomeni, da nas ima Bog rad. Bog nas ni zapustil, je z nami tudi v teh stiskah in zaupamo vanj. Tudi ta maša je znamenje Božje ljubezni. Na začetku te svete daritve pa iskreno obžalujemo vse, kar ni bilo dobro, obžalujemo vse svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje, sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Mašni obrazec bomo vzeli danes poseben, in sicer je to v času pandemije. Molimo. Vsemogočni in večni Bog, edino pribežališče vsaki nevarnosti, obrni milostljivo svoj pogled na nas, ki te z vero rotimo v preskušnjah, in podeli večni počitek krajnim, tolažbo jokajočim, zdravje bolnim, mir umirajočim, moč zdravstvenim delavcem, duha modrosti vladajočim in poguma, da bi k vsem pristopili z ljubeznijo, da bi tako skupaj slavili tvoje sveto ime. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz knjige proroka Jeremija. Slišim šušljanje mnogih groza naokrog. Naznanitega, ovadimo ga. Celo moji prijatelji prežijo, da se spotaknem. Morda se da preslepiti. Potem ga imamo v oblasti in se bomo maščevali nad njim. Toda Gospod je z menoj kot silen junak, zato se moji preganjavci spotaknejo, nič ne premorejo. Zelo bodo osramočeni, se nič ne dosežejo. Sramota bo večna, nepozabna. Gospod nad vojskami, ki skušaš pravičnega, ki preizkuješ obisti in srce, daj da vidim tvoje maščevanje nad njimi. Tebi sem namreč zaupal svojo pravdo. Pojte Gospodu, slavite Gospoda, ker rešuje življenje ubogega iz rok hudobnežev. To je Božja beseda. Bogu hvala. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Ljubim te, Gospod, moja moč, Gospod, moja skala, moj grad, moj osvoboditelj, moj Bog, kamor se zatekam. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Ljubim te, Gospod, moja moč, moj Bog, kamor se zatekam, moja pečina, moj ščit, rok moje rešitve, moja obramba. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Obdali so me smrtni valovi, prestrašili so me pogubni hudourniki, vezi podzemlja so me objele, smrtne zanke so me zajele. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. V svoji stiski sem klical Gospoda in vpil sem k svojemu Bogu, slišal je moj glas iz svojega templja in moj klic je prišel do njegovih ušes. V stiski sem klical Gospoda in me je uslišal. Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake Božje besede. Gospod z vami In s tvojim duhom.
Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas so Judje pograbili kamne, da bi kamnali Jezusa. Jezus jim je rekel: mnogo dobrih del sem vam pokazal od očeta, zaradi katerega teh del me hočete kamnati. Judje so mu odgovorili: zaradi dobrega dela te ne kamnamo, ampak zaradi bogokletja, ker si ti, ki si človek, delaš Boga. Jezus jim je odgovoril: ali ni zapisano v vaši postavi? Jaz sem rekel, bogovi ste. Če je imenoval bogove tiste, katerim je bila govorjena Božja beseda in se pismo ne more ovreči, ali boste njemu, ki ga je Oče posvetil in poslal na svet, očitali: bogokletno govoriš, ker sem rekel, sin Božji sem. Če ne vršim del svojega očeta, mi nikar ne verujte. Če pa jih vršim, tudi če meni ne verujete, verujte delom, da boste spoznali in se prepričali, da je Oče v meni in jaz v očetu. Hoteli so ga zgrabiti, pa se je umaknil v njihovi roki. Odšel je spet čez Jordan, v tisti kraj, kjer je Janez najprej krščeval, in je tam ostal. Mnogo jih je prišlo k njemu in so govorili: Janez ni storil nobenega čudeža, toda vse, kar je rekel Janez o njem, je bilo resnično. In mnogo jih je tam sprejelo vero vanj. Poslušali smo Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Drage sestre in bratje, ker je danes prvi petek tudi ponavadi, na prvi petek predstavimo tudi namen molitve po papeževem namenu, po papeževi svetovni mreži molitve ali apostolatu molitve. Tako tudi danes za april bom jaz tu najprej kratko prebral iz te predstavitve namena za ta mesec. Namen za mesec april je osvobajanje od zasvojenosti. In namen je molimo, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Papež pravi takole: v teh dneh namreč govori na neki mednarodni konferenci, je to govoril leta 1. decembra 2018, in tu pravi tako: v teh dneh ste se soočili s tematikami in problematikami glede zaskrbljujočega pojava drog ter starih in novih odvisnosti, ki ovirajo celosten človekov razvoj. Vsa skupnost kot celota je soočena s sedanjo družbeno-kulturno dinamiko in patološkimi oblikami, se pravi bolezenskimi oblikami, ki prihajajo iz sekulariziranega kulturnega ozračja, zaznamovanega s kapitalizmom, trošenja, samozadostnostjo, izgubo vrednot, z egzistencialno praznino in nestalnimi vezmi in odnosi. Droga je rana naše družbe, ki ujame v past mnoge osebe. Te so žrtve, ki so izgubile svojo svobodo za zameno za suženjstvo, odvisnost od kemičnih substanc. Uživanje drog zelo škoduje zdravju, življenju posameznikov in družbi. Vsi smo poklicani, da se zoperstavimo proizvodnji, izdelavi in razpečavanju drog po svetu. Na to je aprilski mesečni namen. Papeževi mesečni nameni vedno se dotaknejo izzivov sveta in potreb cerkve, tako da, ko molimo z njim, molimo pravzaprav za ves svet, in zdaj je tu za, se pravi, proti zasvojenosti. Lahko rečemo, da je tako, da je droga je sovražnik mladega človeka, posebej, ker ga uničuje, je nasprotnik življenja. No, tako kot v duhu sedanjega postnega časa smo pa slišali v prvem berilu, kako so nasprotniki preganjali preroka Jeremija.
pravi, naznanite ga, ovadimo ga. Celo moji prijatelji prežijo, da se spotaknem. Je bilo kar težko in hudo prerokovo življenje, ker so ga preganjali. Potem v evangeliju smo pa že blizu velikega tedna, ko bo Jezus umrl na križu in nas odrešil. No tu pa vidimo, da so hoteli Jezusa že kamnati, se pravi, je imel take nasprotnike, ki so hoteli obračunati z njim. V tem smislu lahko vidimo pravzaprav droge, ki človeka uničujejo. Potem so tu nasprotniki, recimo preroka Jeremija, ki ga hočejo uničiti. Potem so nasprotniki, ki hočejo Jezusu škoditi. Mislim pa, da se mi vsi se pa sedaj soočamo z enim skupnim sovražnikom, kar po vsem svetu, nekim nevidnim sovražnikom. In to je koronavirus. Zato je v tem času, tudi tu, ko smo zbrani pri maši, no vi ste v varni oddaljenosti, jaz darujem to sveto mašo, je prav, da se zavedamo tega, da moramo držati skupaj v tej. Mnogi ljudje, pravzaprav vsi ljudje moramo biti solidarni, moramo držati skupaj. Moramo si v tem smislu, se moramo pomagati. Čeprav samo tako, oziroma je za nas mnoge je to enostavno, kar pomeni ostani doma. Ostani doma, da ne pride do okužbe. No to solidarnost in to povezanost z vsemi, seveda duhovniki, najbolje pokažemo na tak način, da lahko darujemo sveto daritev, Kristusovo daritev, da lahko mašujemo, čeprav vernikov ni zraven, ampak Bog je Bog stvarnik vsega in vseh in nas povezuje. Pa da molimo. No, ene vrste solidarnosti smo recimo pri nas v naši skupnosti pokazali tudi s tem, da smo obesili dve zastavi, slovensko in evropsko. To pomeni, smo solidarni z državo, ki se bori proti temu sovražniku in pri čemer mi vsi sodelujemo. Smo solidarni z zdravniki in zdravstvenim osebjem in drugim osebjem, recimo v bolnišnicah in domovih. Smo solidarni z vsemi, ki tudi če v službo hodite in Bog ne daj, da bi prišlo do okužb in takih stvari. Torej, ta solidarnost nas vedno povezuje in nas bo povezovala. No, jaz sem recimo danes popoldne sem tekel okrog hiše in se zmolil en rožen venc zato, da ne bi prišlo do okužb med tistimi, ki greste recimo na delo ali pa ste v takem, kjer je več ljudi, da ne bi prihajalo do okužb. Torej, to nas povezuje nas Bog sam in naj bo tudi ta sveta maša, naj bo znamenje Božje odrešitve in kot je tu rečeno, da bi skupaj stavili tvoje ime v prošnji in da bi lahko, se pravi, ko smo molili za različne ljudi, ki so v stiskah, tako tudi nadaljujemo s to sveto mašo in prosimo za nas vse in za mnoge. Bratje in sestre, v zaupanju se obrnimo k našemu odrešeniku in ga prosimo, Gospod blagoslavljaj svoje ljudstvo. Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo. Pomagaj kristjanom po svetu, ki trpijo zaradi preganjanja in zapostavljanja, da ohranijo svojo vero. Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo.
Odpusti človeške slabosti tistim, ki veliko trpijo, in jim pomagaj, da bi znali trpljenje vdano prenašati. Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo. Pomagaj nam, da bomo videli in znali ceniti delo, žrtve in molitve bolnikov. Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo. V mesecu aprilu prosimo tudi, molimo, da bi vsi, ki so podvrženi zasvojenosti, našli pomoč in podporo. Gospod, blagoslavljaj svoje ljudstvo. K tem našim prošnjam bomo potem po obhajilu pridružili tudi molitev za zdravje v času epidemije. Jezus Kristus, naš veliki trpeči in preskušani brat, izroči te prošnje nebeškemu Očetu, s katerim v občestvu s Svetim Duhom živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Zdaj, Gospod, moja krivdo in očisti me grehov. Molite, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Sprejmi, Gospod, darove, ki ti jih prinašamo v tem nevarnem času. Naj s tvojo močjo postanejo za nas vir ozdravljenja in miru. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s svojim duhom. kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju tvojega Sina je ves svet moral priznati skrivnost tvojega veličastva, ker se v skrivnostni moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križanega. Zato te tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki stavimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagosloven, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Reši nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, z vsemi našimi krstnimi zavetniki, zavetniki naše župnije in vsemi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj molimo, kot nas je učil moliti Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, Nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preskušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. sedaj po sveti maši bo tudi križev pot, ker je danes petek. Molimo. O Bog, iz tvojih rok smo prejeli zdravilo nesmrtnosti. Daj, da bi mogli po tem zakramentu v polnosti slaviti nebeško ozdravljenje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Še molitev nad ljudstvom. O Bog, ki varuješ tistega, ki zaupa vate, blagoslovi, reši in ščiti svoje ljudstvo, da bi moglo brez greha in varno moglo biti brez greha in varno pred vplivi zla, vedno hoditi v tvoji ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. No.